Strošek postavitve je padel na Elektro Ljubljana, občina pa je poskrbela za ureditev prostora na novem trgu. Ta strošek je tam okrog 5-6 tisoč evrov, se pravi vse skupaj s polnilno postajo, z priključki in pa to ureditvijo, kot sem dejal. Vir za napajanje polnilnih postaj zagotavljajo iz lastnih obnovljivih virov. Mi imamo v lasti oziroma v upravljanju 10 malih hidroelektrarn in pa 19 sončnih. Seveda s certifikati pa dokazujemo to proizvodnjo, vir proizvodnje. In ta vir proizvodnje je namenjen tudi elektročrpalkam. Ja, skoraj 1 leto smo se pogovarjali, da bi postavili elektročrpalko, nikakor nismo mogli določiti lokacije in končno smo določili to lokacijo na novem trgu, kaj mislim, da je primerna glede na parkirni prostor. Zaenkrat naj bi bila po besedah novomeškega župana v mestu 3 električna vozila. Je pa v predlogu nacionalnega energetskega programa zapisano, da je treba do leta 2015 za razvoj energetske in polnilne infrastrukture za učinkovito uporabo sodobnih, okolju prijaznejših vozil zagotoviti več kot 1000 javnih polnilnih mest za električna akumulatorska vozila. So pa ta vozila še vedno precej draga. Avto, s katerim smo se peljali, je tam okrog 40 tisoč evrov. Mi se zavedamo, da je to za neko množično uporabo veliko prevelik strošek. V Sloveniji naj bi delež električnih vozil do leta 2020 znašal 2,7%, do leta 2030 pa že več kot 10%.